Zame današnji dogodek je bil res čudovit, kot in vsaki vaši dogodki. In vedno na vsakem dogodku dobim kako novo informacijo. Recimo zadnjič nisem vedela o kremih, o serumih in zdaj pa razumem, da moram to vse prebrskati, pogledati kar v miru, ker sem navdušena na produkcijo. In kako je to začelo pri tebi? Kakšna je tvoja zgodba? Hvala in ja, tudi jaz sem navdušen, da ti lahko vsakič kaj novega podam in predvsem to, da je podjetje tisto, ki se trudi, da bi nam kar najbolj olajšalo to naše življenje. Kako se je zgodilo pri meni? Leta 2020 sem v začetku leta 28. januarja spoznal ta napitek in ga takoj začel uživati, še isti dan, ko sem ga dobil. Kako si ga spoznal? Naključje. Imel sem gosta v lokalu, ki me je po obedu vprašal, kaj imam na polici v točilnem pultu. Rekel sem, da zeolit, to je, bom rekel, vulkanski prah z 2 mikroni, ki, bom rekel, pomaga absorbirati nesnago v našem telesu, predvsem jetrih in ledvicah, in s tem, bom rekel, čistim ta 2 filtra. No, potem je on rekel, poglej, veš, da obstaja še nekaj drugega, nekaj iz svežih oljčnih listov, si kdaj slišal? Sem rekel, ne, čisto nekaj novega mi govorite. No, takrat sem z 3-minutnim videom uspel prebrati nekaj koristi, ki sem jih rekel, jih bom sam testiral, bomo videli, če res. A lahko še tukaj vprašam, občasno ljudi, ki slišijo nekaj o produkciji, tudi če je zelo dobra, ampak če se prodaja preko mrežnega marketinga, takoj se ustavijo, ne, hvala lepa. A kaj ti pomagalo takrat verjeti? V bistvu nisem niti razmišljal, niti o mrežnem marketingu, niti nekakšen način je to prišlo do mene. Razmišljal sem samo o tem, kdo je to odobril, da je prišlo sploh do mene. Odobrilo je Ministrstvo za zdravje, zato sem imel certifikat oziroma sem imel papir, s katerim mi je pokazal, da je za tem produktom ta produkt vpisan v uradni register prehranskih dopolnil pri Ministrstvu za zdravje Republike Italije. Pokazal mi je certifikat strani Univerze v Trstu, kjer, bom rekel, z raziskovanji o posameznih količinah molekul, ki jih dobimo v tem napitku, tudi izkazuje vrednosti posameznih teh molekul. Zadaj so bili profesor Ursini, zadaj so bili, bom rekel, inštitucije, ki delujejo na vladni ravni v Republiki Italiji. Torej, zgornja meja, ni to nekaj, kar proizvaja Bayer v Nemčiji, temveč je to nekaj, kar je proizvedeno v Republiki Italiji, ki izhaja iz Republike Italije, proizvedeno v Republiki Italiji in monitorirano strani najvišjih inštitucij v Republiki Italiji. S tem povezano, bom rekel, sem imel, mi sploh ni zanimalo, kako lahko pridem do produkta, važno, da ga imam. A lahko rečem, da to je homeopatski produkt? Lahko rečemo, da je v popolni povezavi z naravo. Tako lahko rečemo. To pomeni, da je ta produkt pridobljen na skrajnem jugu Republike Italije, v pokrajini Apulja, kjer je kultivar 5 za 10 km v lasti podjetja Evergreen Life Products, katere oljke se ne obira, temveč se jih, bom rekel, v času cvetenja obrezuje intenzivneje, zato da se pridobi takrat čim več listja. Namreč oljka sama po sebi kot kulturna rastlina vsako leto približno 50% vejevja odvrže za tisti, ki se ukvarja z proizvodnjo oljk oziroma oljčnega olja. V tem našem primeru pa govorimo o zaprtem oljčniku, ki se namenja izključno za proizvodnjo olivuma. Olivum je pa ključna sestavina v tem napitku, predstavlja 93% tekočine v tej pijači, ki je narejena poleg olivuma še z izvlečkom iz posušenih cvetov ognjiča. Oba sta na vodni osnovi, pridobljena v posebnih komorah, pod posebnimi pogoji in le tam se ekstrahirajo te molekule oziroma ta 2 izvlečka. Sem bila večkrat še tudi navdušena, da ko pridejo ljudi na začetku, malo kdo se pozna, mogoče med seboj kakšne 2-3 prijatelja,
Potem pa na koncu, ko ti tako veliko razložiš, pokažeš primere, pokažeš tudi odzivi ljudi, ali pokličeš, kot v Novi Gorici je bilo odziv enega, drugega, tretjega, in čez nekaj časa se začne ne vem, tak občutek, da vsi smo se spoznali 10 let nazaj in zdaj samo družimo, en drugemu nekaj pokažemo, tudi na prstih, tudi to mi je bilo, kaj se dogaja sploh, kaj lahko res pove, sem psihologinja po izobrazbi, sem skeptična, vedno znanost vse ta gledam, ampak jaz sem tudi zdaj v teh vodah, da zaupam, da potem se mi samo mogoče hipnoza, mogoče ne, torej, kaj sploh se dogaja? Morava vedeti oba, da ne glede na to, kakšen poklic opravlja oziroma kakšno izobrazbo imava, se skozi čas razvijava in postajava vse boljša. Ampak morava vedeti še nekaj. 92% ljudi svetovne populacije ima eno ali več težav. Samo 8% svetovne populacije je brez težav, je zdrava. Torej sva tudi mi dva v tisti drugi delu, ker 92% predstavljamo tisto večino. In ko govorimo iskreno, iz srca o tem, kar vemo, iskreno, brez laži, takrat pridejo stvari normalne za vse nas in takrat se lažje pogovarjamo, odpremo se. In ni težko se odpreti, ko govorimo o malenkostih zaradi, bom rekel, izpuščajev na koži ali razbarvanosti kože ali, bom rekel, takšnih in drugačnih težav pri prebavi, pri perilu, pri ostalih primerih, ki se nam dogajajo skozi razvojno stopnjo našega odraščanja, no, če tako rečem. Ti si res navdušen s tem delom in lahko govoriš o tem vedno. Kaj ti pomaga in kaj te navdihuje pri tem delu, pri tem poslu, če lahko tako rečem, ker tako občutek, da to je tvoje poslanstvo. Lahko da rečemo, da je to moje poslanstvo. Najprej sem, bom rekel, ljudem zadoščeval osnovne potrebe. Potrebo po hrani, recimo. Delal sem v gostinstvu 30 let. In tam spoznal ne samo dietetiko in, bom rekel, vse, kar je s tem povezano, kar sta mi fakulteta v Ljubljani to, bom rekel, še dodala zraven. Tam sem spoznal en del sveta, ki ga živimo ljudje. Tisti drugi del, ki je povezan s tem, da živimo kvalitetneje, je pa povezan z našim delovanjem možgan, telesa, bom rekel, v tem, kjer živimo. Živimo pa samo v tem kraju, ki ga imamo v lasti, tistih 80, 90, mogoče tudi 100 let, kakor Boris v Trstu, ne? Ampak to je odvisno od posameznika, koliko časa bo živel in na kakšen način, ali kvalitetno ali manj kvalitetno. S tem, ko spreminjamo, bom rekel, stanje našega božanstva, našega telesa in na bolje, živimo bolje vsi skupaj. In to opažajo tako ti, kot i ostali, ki nas gledajo in spremljajo. In zato mislim, da je to dobro, kar počnemo, da povemo čim več ljudem, da si lahko pomagajo sami sebi z enostavnimi oziroma z zelo enostavnimi prijemi, napitek, ki ga pretresamo, nalijemo v kozarček in popijemo. Nič kaj težkega. Pa še naravno. Sem videla, kako izgleda tvoja žena. Vrhunsko, vrhunsko. In nekaj časa že pijem napitek, pa uporabljam kolagen boost. Sem opazila, nisem na začetku opazila, zdaj pa vidim, da nekje drugo številko tukaj potrebujem, da tukaj meni vse šlo. Vedno sem že začela razmišljati, mogoče bi kakšni injekciji tukaj, to mi vse šlo. In to mi zdaj privlači in pomaga, pa glej, to deluje, to je naravno, to je homeopatija neka. Ja, se pravi, naše telo funkcionira z močjo naših možganov. Ti so tisti, ki, bom rekel, spremljajo oziroma potencirajo neke procese v našem telesu, zato da, bom rekel, se kaže potem na koži, na vseh delih našega telesa kot neko zdravje, če ravnajo naši možgani prav. Se pravi, moramo poskrbeti za tiste naše male možgane, da delajo prav, se pravi, da imamo presnovo in prebavo urejeno in pravilno, ter da, bom rekel, tisti zgornji možgani imajo vse hranila in vse snovi, ki jih potrebujejo, zato da opravljajo monamini svojo funkcijo, da se izloča dovolj in primerne količine posameznih molekul in pa, bom rekel, snovi, ki jih
naše telo potrebuje. Predvsem zato, da je srčni utip primeren, da so vsi sistemi v našem telesu v ravnovesju in v pravilnem delovanju. S tem povezano se pa izboljša tudi naše počutje. Torej, si na začetku prvo sam probal na sebi, na svoji družini, opazil spremembe? Več kot leto. Več kot leto dni sem, prvih 3 mesece sem sam pil, naslednjih 6 mesecev sva skupaj z mojim prvorojenim sinom. Oba sva spoznala velike spremembe. Pri njemu so jih opisali celo tisti, ki ga spremljajo v Sirius Vipavi, se pravi v posebnem programu, ki ga obiskuje. In tam so njihove ugotovitve mene in ženo spravile v vesel položaj, v nekaj, kar je bilo presenečenje za naju oba. Zgodil se nam je še en primer, ko je spet ena mlada oseba nastradala v prometni nesreči in se je z zakomplicirane situacije prišlo zelo hitro na pozdravljeno situacijo. Takrat, ko nogo so si? Takrat, ja. To je bilo 1. julij 2020. Si z Nove Gorice drugače, domačin tam. Sem takrat, ko smo tam bili, sem opazila, da ti si mestna zvezda. Ko tebe kot vidijo, to pa naš zdravnik, naš celitelj. Ne. Nisem zdravnik, sem dosti bral. Dosti sem spremljal znanstveno sfero, predvsem tiste, ki iščejo ne samo vzroke, temveč kako bi jih odpravili. In s tem povezano se je večkrat izkazalo, da je več kot 16.500 znanstvenih študij na celem svetu v zadnjih 50 letih raziskovalo polifenole, ki jih najdemo v oljčnih listih, v svežih oljčnih listih. Moči. Bilo je številni primeri, ki so, različne karcinome, različna bolezenska stanja ledvic, pljuč, jeter, žolča, žolčnika in tako naprej. Veliko je tega na celem svetu raziskovana in s tem v zvezi vplivamo na zdravje, če doziramo pravilno in primerno posamezni starosti. Evergreen Life in pa Ministrstvo za zdravje, ki je odobrilo ta produkt, priporoča vsem, ki so dopolnili 3 leta starosti, vendar da se dozira 1 ml na 1 kg telesne teže. Se pravi, nekdo, ki ima 5 let in posledično 25 kg, dobi lahko 25 ml tega napitka na dan in se bo njegovo stanje, skozi čas samo izboljševalo, nič poslabševalo. Ker bistvo je ohranjati celice v najboljši formi. Takrat, kadar preprečujemo prostim radikalom, da počnejo škodo na naših celicah, takrat, z antioksidanti to preprečujemo in posledično škode ni. Ja, boljše vse preprečevati. In tudi meni tukaj kaj všeč, da ljudi ponavadi imajo radi kupovati, radi kupujejo, ampak ne radi, ko njim nekdo kaj proda. In zame je zelo pomembna etika, s katero ljudi delajo. Pri vas sem opazila, da res etika top. Torej, razlagaš vse, poveš o produkciji, izzivi pa vse. Če si želite, lahko se odločite, obstajajo opcije, nobenega pritiska. To pa res velika zahvala, čisto človeško, da to obstaja, ker v našem svetu, ki zdaj se dogaja vse povsod in ponavadi marketing kupi, ta svoboda in ta etika in visoke vrednote, to je najlepša hvala za to. Hvala vam, da se udeležite, pridete, poslušate, slišite, probate. Pravico ima vsak, da se odloči, ali bo kupil bel ali ržen kruh, ali bo kupil v tej trgovini ali oni drugi. Na našo srečo je ta produkt unikum, je edini, edinstven. Klavdija večkrat reče, je limfuzo, tako poudari, je velika mešanica, se pravi nekaj, kar imajo samo oni in nihče drug. Ampak ne samo to. Imajo te razpoložljive snovi za tako nizek denar, če mu rečem, na voljo vsem nam. Zadnjič sem preverjal vrednost hidroksitirosola, v tej steklenici ga je skoraj pol grama. Za 25 mg hidroksitirosola v Združenih državah, ki jih lahko prodajo čistega hidroksitirosola 99,9 odstotnega, se lahko prodaja za $168 25 mg. To je absurdna cena.
Meni je absurdna cena, glede na to, da tle vem, da jo dobim za bistveno nižjo. Ja. Si pa vsakdo mora in če želi prejeti ta produkt, naročiti sam prek interneta, sam poravnati ali prek poštnega okenca ali s kreditno kartico, kakor želi, in dostavljeno mu bo na dom, oziroma tam, kjer živi, kamor bo želel. To je skoraj kot v spletni trgovini. Skoraj. Ja, ta COVID sprožilec je sprožil tudi, bom rekel, večino ljudi v tistem obdobju, da so kupovali prek spleta. In s tem povezano je to podjetje takrat, bom rekel, napravilo velik korak naprej. Prav z Zoom predstavitvami. Takrat smo, bom rekel, veliko Zoom predstavitev izvajali tudi po 3 do 4krat na teden in v različnih jezikih, bom rekel, pomagali ljudem, da si čim prej opomorejo zaradi bolezni, ki je pripomogla k temu, da so SARS-CoV-2 oboleli, trpeli z nižjo saturacijo v krvi, z številnimi drugimi zapleti, ki so se poleg tega pojavljali. In ja, ta produkt je v večini primerov že po 3 dnevih z dvojno dozo prispeval k temu, da so starejši, predvsem tisti, ki so bili najbolj rizični, bili popolnoma normalni, zdravi. To nam je bilo velik, ne samo izziv, veliko zahvalo. Ob priliki bi z veseljem, če ti boš sama posnela, bi celoten intervju s teboj in bi vprašala veliko več vprašanj o tvoji osebnosti. Zdaj pa čez tako eno vprašanje, ko gremo proti koncu. Kak misliš, v čem je smisel življenja? Smisel življenja je živeti življenje. To je smisel življenja. Se pravi, se roditi, živeti in, bom rekel, zapustiti ta svet v polni kondiciji, pravim, zadovoljen, da si ga živel. Ne biti tukaj, temveč živeti to življenje. To pa po mojem kontekstu pomeni, delaj dobro, deluj dobro, ne škodi nobenemu. In to je po mojem tisto, živi, pusti živeti. Dobro. No, sem zelo vesela, da samo take ljudje se ukvarjajo s takimi dobrimi stvarmi in nesejo v svet dobro, dobroto na splošno, zdravje, dobro počutje, dobro energijo, dobre vrednote. In mi smo občasno kot otroci, ni samo nas morajo nekdo poučevati, mi samo gledamo, opazujemo in naredimo isto. Hvala tebi iz srca, da tako se obnašaš lepo, da navdihuješ ljudi in taki življenjski stil imeti in taki posel, navdihuješ na taki posel. Ja, navdihuje sploh Evergreen Life produkt, ko, bom rekel, te nagradi za to, da počneš nekaj dobrega in v tem vidi tudi tvojo korist in ti res za vsako stvar, ki jo narediš dobro, ti da nagrado. No, in to je res pohvale vredno in tako bi mogli delovati vsi. Hvala lepa. Hvala tebi. Hvala vam.